Predragi bratje in sestre, pri današnji sveti maši za domovino se spominjamo vseh padlih in vseh žrtev za domovino in za nje molimo in prosimo. In se spominjamo vseh živih in molimo in prosimo spet, da bi v miru in slogi, v pravičnosti in ljubezni živeli v naši domovini. Prvo berilo. Bog uslišuje prošnjo ponižanega. Berilo iz Sirahove knjige. Gospod je sodnik, ki ne gleda na slavo osebe in ne bo pristranski v škodo reveža. Marveč ga bo uslišal, če se mu bo zgodila krivica. Berilo iz drugega pisma apostola Pavla Timoteju. Dragi Timotej, jaz se že darujem in prišel je čas mojega odhoda. Dober boj sem izbojeval, tek dokončal, vero ohranil. Spoštovani bratje mašniki, gospod vojaški vikar, monsignor dr. Jože Plut, vojaški kaplan, gospod Milan Pregel, spoštovani predstavniki Slovenske vojske in policije in gasilcev, spoštovani gospod predsednik Združenja veteranov vojne za Slovenijo, gospod Srečko Lisjak in vsi navzoči veterani, vsi bratje in sestre. Tri branja današnje 30. navadne nedelje, ki se berejo danes po vsej naši cerkvi, ki smo jih poslušali, nam dajejo tri lepe spodbude, tudi za našo ljubezen do domovine in družbe, v kateri živimo. Tudi pri nas namreč velja pravilo, ki ga je postavil Salomon in ga beremo v knjigi Pridigar. Če vidiš, da v deželi zatirajo ubožca in si lastijo pravico, ne čudi se temu veselju. Kajti nad visokim bedi višji in nad njimi so še višji. Prednost zemlje je vsem, kralj je polju podrejen. Kakor v vseh časih in v vseh družbah, tudi danes pri nas ne manjka ubožcev, ki se bolj ali manj upravičeno čutijo odrinjeni in zatirani. Čeprav namreč dela ne manjka in ga je povsod veliko, ostajajo mnogi brez dela, ker si ga ne znamo urediti in uravnati. Na svetu namreč nikoli ne manjka ne dela in ne zabave, samo videti je treba eno in drugo. Modri Salomon namreč pravi: ne bodi preveč pravičen, zakaj bi se ugonabljal?
in ne bodi preveč krivičen, zakaj bi umrl pred svojim časom. Prvo berilo iz Sirahove knjige nikakor ne izključuje pravične in dokončne vesoljne sodbe. Vendar je iz besedila mogoče precej dobro začutiti, da Gospod gleda na človeške otroke že zdaj in da marsikaj poplača že na tem svetu. Pregovor, da Bog ne plačuje vsako soboto, sicer drži. Res pa je tudi, da pogosto plačuje že na tem svetu tako, da so krivični ustrezno kaznovani in pravični enako nagrajeni. Sem prepričan, da vsi poznamo takšne primere in izkušnje. Moramo si jih samo priklicati v spomin in poživiti vero v večno resnico. Drugo berilo pa z besedami apostola Pavla usmerja našo prednost, našo pozornost čez obzorje tega sveta. Ko vse drugo odpove in ni več videti nobene poravnave na tem svetu, nam ostaja misel in prepričanje v večno plačilo v nebesih. Če nam gre kolikor toliko po sreči, je to samo zato, ker nas Gospod podpira s svojo milostjo in smo zato vedno njegovi dolžniki in najemniki. Čim večja je naša predanost Gospodu, tem lažje opravičujemo tudi preizkušnje, ki nas zadevajo. Prizadevajmo si, dragi bratje in sestre, da bi Gospodu zmogli odpustiti, tudi kadar z nami ravna drugače, kot pričakujemo. Amen. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje in bil vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi. To je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kri, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanju grehov. To delajte v moj spomin. Skrivnost mira.
Gospod Jezus nas je naučil molitev Oče naš, zato da bi nam pokazal, kako naj molimo in prosimo za vse osebne, pa tudi skupne potrebe. V tej molitvi se obračamo k Bogu, da bi kot narod, kot velika družina imeli primerno blagostanje, da pa bi znali tudi drug z drugim živeti, predvsem na temelju medsebojnega odpuščanja in da bi preko molitve in drugih zakramentov duhovno rastli, bili drug z drugim potrpežljivi, predvsem zavedajoč se, da smo pred Bogom vsi enaki. Tukaj pred nekdanjim profesorjem eksegeze Svetega pisma dovoljeno Božjo besedo malo razširiti na naš narod. Apostol Pavel je rekel takole v pismu Timoteju: ko sem se prvič zagovarjal, so me vsi zapustili. Tudi naš narod se tako moral velikokrat v življenju zagovarjati in so ga vsi zapustili. Tisti, ki so se imeli za mogočne, pravične, velike in pametne. In kakor apostol Pavel pravi na koncu, to, da to se jim naj ne šteje v zlo, isto velja tudi za vse tiste, ki so na nas gledali v zmodi. Potem pa Pavel nadaljuje: dober boj sem dobojeval, tek dokončal in vero ohranil. Na današnji dan, ko se spominjamo odhoda zadnjega aktivnega vojaka jugoslovanske vojske iz Slovenije, lahko mirno rečemo: dober boj smo dobojevali leta 1991. Mogoče pa drugih dveh stvari v teh 20 letih in malo več nismo uspeli. Teka dokončati in vere ohraniti. Teka dokončati v prizadevanju za resnično svobodo in vere ohraniti kot simbol za vse vrednote, ki jih nosimo v svojem srcu in so še kako globoko in pristno povezane z našimi krščanskimi vrednotami. S tem stiskom rok drug drugemu zaželimo močno prizadevanje za to, da bi v naši družbi, v naših domovih, v naših krajevnih skupnostih, župnijah in cerkvi in državi vse bolj zavladala resnična pravičnost, resnična demokracija, resnična vera, upanje in ljubezen, poštenost in pravičnost in mir.
Spoštovani, naš pesnik Simon Gregorčič je zapisal: dolžan ni samo, kar veleva mu stan, kar more, to mož je storiti dolžan. Ta kitica lepo in neposredno ponazarja naše dejanja pred 22 leti. Storili smo vse, kar smo zmogli, znali in hoteli, te prvič v svoji zgodovini postavili Slovenijo in slovenstvo na zemljevid Evrope in sveta. Mi smo ponosni na svojo pot in dejanja pred 22 leti, ker smo tedaj uresničili sanje, poudarjam, sanje slovenskega človeka o lastni samostojni državi. Tedaj in danes nas združuje ponos, ker smo svoje moči, svoj pogum in svoje človeško dostojanstvo zastavili v obrambo domovine in svobodnega življenjskega prostora za vse prebivalce Slovenije. Pri tem se pa zavedamo, da nobeno zgodovinsko obdobje ni dokončno in samozadostno. Vsako zgodovinsko obdobje so oblikovali uspehi, napori in pomembne izkušnje pred tem. Zato smo ponosni tudi na vsa zgodovinska obdobja, ki so jih oblikovale generacije pred nami. Zgodovina ne nastane sama od sebe, ampak jo ustvarjajo ljudje s svojimi dejanji. V vojni so pač to vojaki na določenem prostoru in času, ki s svojimi lastnostmi, zmožnostmi, pogumom ali strahom postanejo zmagovalci ali poraženci z vsemi dosežki in posledicami. V vojni za samostojno Slovenijo smo Slovenijo podprli, ko nas je najbolj potrebovala, da ni omahnila nazaj v preteklost. Za takšno odločitev je Slovenija potrebovala stoletja generacij, potrebovala pa je tudi našo. Potrebovala je nas kot posameznike, ki smo se morali vsak zase in vsak posebej nedvoumno odločiti, domovino in državo braniti ali nikoli imeti. V tej vojni pa smo zmagali zato, ker smo bili enotni in odločni, ker smo znali in hoteli, ker smo dojeli čas in prostor, ker smo imeli srčnost in hrabrost obrniti tok zgodovine v dobro slovenstvo. Na današnji dan pa obeležujemo tudi enega od pomembnih mejnikov slovenske poti v samostojnost. Danes je dan izgona zadnjega vojaka JLA iz Slovenije. Ta izgon je podkrepljen s porazom agresorske JLA leta 1991. Zaradi zahtevnih, pogumnih in odgovornih dejanj pripadnikov teritorialne obrambe, milice in vseh ostalih civilnih struktur s ciljem zagotovitve plebiscitarne odločitve slovenskega naroda. Zato govorimo o izgonu in ne odhodu. Kljub spoštovanju vse slovenske vojaške zgodovine in prav zato je pa potrebno poudariti 7 ključnih posebnosti vojne za samostojno Slovenijo v odnosu do vseh vojnav v preteklosti na našem prostoru. Te pa so: nismo izvajali prisilne mobilizacije, nismo imeli zaveznikov, nismo se borili izven ozemlja Republike Slovenije, nismo morili, uničevali, požigali in ropali, nismo izgubili niti koščka slovenske zemlje, nismo se maščevali poražencem in nismo razdelili slovenskega naroda. Teh 7 naštetih posebnosti so in morajo ostati naš ponos in ponos vseh generacij za nami. V vojni se bojuje,
trpi in umira za različne ideale, cilje in gospodarje. Vendar mrtvi zaslužijo spoštljiv spomin. Vabim vas, da vse padle umrle za posledicami vseh vojn ter preminule udeležence vojne za samostojno Slovenijo počastimo z minuto molka. Praporščaki, mirno! Zdrav! Nam mesto odmor, nam mesto prostor. Sedaj mi pa dovolite, da imenu območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo veteranov Nova Gorica izročim plaketo našega druženja za uspešno sodelovanje frančiškanom na Sveti Gori. Kako v redu se mi zdi, da ste tukaj, v cerkvi, tudi z vsemi reformami, s prapožaki in s temi, pa zlasti pa seveda, s temi vašimi ideali, ki jih nosite, ki jih branite, ki jih zagovarjate, ki ste jih in še in bomo še naprej v zvezi prav z domovino, v zvezi z vrednotami, ki jih vsaka človeška družba spoštuje, potrebuje in iz njih živi. Vam iskreno čestitam in preprosto in iz srca za vse to, kar je bilo in vam želim, da bi enako pogumno in čvrsto vse te reči držali tudi naprej. Bog vas živi in naj vas spremlja. Božji blagoslov.